sem študentka psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno sem na magistrskem študiju, tako da je moja izobrazba diplomirana psihologinja. V bistvu že od mladosti zahajam sem, moja mama je knjižničarka in se mi je vedno zdelo tako domače, poleg tega sem kofetkar. Tako da si vedno grem najprej po kavo, pol pa lepo s kolegi ali se učiti, ali grem sama študirati. Tako da nekako najbolj. Slišala sem za njo že prej, torej preden sem prišla študirati v Maribor, nekako mi je najbolj predstavila mama. Sem pa seveda slišala od drugih študentov, zato ker se mi zdi, da najbolj v Mariboru se obiskuje univerzitetno knjižnico. Mene je vedno zelo motiviralo to, da sem v nekem prostoru, v katerem vidim, da se drugi učijo, da so motivirani za učenje. Torej sploh zato, ker sem v študentskem domu, ker ni vedno tako tiho, kot bi si želela. Imam res tu prostor, kjer pridem, kjer se sprostim, imam vsa gradiva na voljo, si lahko tiskam, torej lahko grem vmes na kavo, nekaj pojesti, ker je ravno v centru mesta. In je to nekaj takega, da je fajn, da se učim tu. Definitivno to, da smo plačali članarino ob vstopu na fakulteto. Drugače pa že to, kaj sem povedala, se mi zdi to, da so mi jo priporočali kolegi, da že od mladosti zahajam sem, predvsem tudi kavarna, da si mimogrede grem iskat nekaj za spiti. To je to. Sama se zelo poslužujem M-Cobisa, zato ker mi je to nekako najlažje. Drugače pa sem veliki fan tudi glasbeno-literarnih večerov, ki jih prirejate, torej da je še nekaj drugega, ki omogočate študentom zraven tega, da se pač nudite ogromno zbirko gradiv. Tudi večkrat sem si že kaj natisnila. Predvsem spletni viri. To se dosti poslužujem. Potem tudi, ker sem malo bolj umetniški tip, so mi všeč te razstave, potem tudi glasbeno-literarni večeri, kjer se lahko študenti družijo ne samo ob učenju, ob predelovanju študijskih gradiv, ampak tudi na malo bolj sproščen način, ob kavici, ob kaki pijači. Potem tudi M-Cobis je ena taka stvar, ki jo zelo potrebujem, sploh zato, ker nisem ravno v centru mesta na fakulteti, ampak malo druge, pa lahko na hitro poklikam, podaljša izposojo, ko smo vsi že bili v stiski, da bomo mogli plačati. Tako da to. Predvsem sem fan teh spletnih virov, potem tudi M-Cobisa, zato ker se mi zdi, sploh tisti, ki smo malo dlje na fakultetah od centra, pa se nam je že vsem zgodilo, da smo tik pred rokom, da bomo mogli plačati opomin, hitro poklikaš, podaljša izposojo, pa je to to. Tako da to je zelo dobro. To bi priporočala vsem študentom. Zdi se mi predvsem koristno to vračilo gradiva in pa prevzem gradiva 24 ur na dan, zato ker se mi zdi, da imamo zelo različne obveznosti in če ravno nekaj na hitro potrebuješ, pa nisi ravno v tem času knjižnice na voljo, to zelo pomaga, da knjižnica omogoča prevzem gradiva kdarkoli. Torej, ne glede na to, ali je odprta ali ne. Zdi pa se mi zelo dobre te študijske sobe, ki so individualne ali pa tudi skupinske, ker čisto odvisno, kaki tip si, zdaj mogoče se učiš na glas, tako kot jaz, kar je bil vedno problem meni osebno, ker ne morem ponavljati tam najbolj na glas, da bom vse motila. Tako da je bila individualna študijska soba perfektna opcija za mene. Fajn je tudi, da lahko si kdorkoli izposodi računalnik. Sploh za tiste, ki smo malo all over the place, pa pozabimo vse stvari doma, je to super. Greš v knjižnico, urediš, kaj imaš, greš domov, ne rabiš torej skakati sem pa tja, ko si kaj pozabil. Je pa tudi zelo fajn, torej, če je kaki umetniški tip tam, če posluša, je uporaba klavirja, uporaba tudi filmsko-glasbene sobe, tako da, ja.
Jaz osebno ne, zato ker sem zelo jutranji tip in da se grem učiti po 7 uri je nemogoče. Moji kolegi, ki pa so večinoma nočni tipi, pa zelo pogosto obiskujejo čitalnico Čuk in se tudi učijo tu. Tako da jim to zelo koristi, da ne rabijo biti samo do 7 ure, ko je knjižnica dejansko odprta, ampak pol, ko se spravijo po vseh stvareh, dejansko sem pa so produktivni zelo dolgo. Mogoče bi zaključila s tem, da knjižnica stereotipno ni samo prostor, kamor zahajajo pač ljudje, ki se usedejo pa preberejo eno knjigo, pol pa grejo ven, ampak je res prostor, kjer se ljudje imajo možnost nadgrajevati svoje znanje, se torej učiti, razširjati poznanstva, pač priti sem s kolegi, iti najprej na kavo, malo počilati, pol iti malo v knjižnico, zašpilati na klavir, se imeti fajn. Ne rabi biti neka obveznost, ampak je lahko nek prostor, kjer se dejansko ljudje družijo, kjer nekaj naredijo za sebe dobrega in kjer je enostavno fajn.